Kaja Jakopič, internetna branilka MMC-ja ter ubijalka spletnih trolov, mi da bo kar nadaljevala. Najprej, a si kdaj naredila usodno napako in si se ti spustila v pogovor s kakšnim trolom? Ne, zato ker če narediš to, v bistvu igraš njihovo igro, ne. Oni rabijo to pozornost, rabijo to interakcijo. Tako da najboljša stvar v tem primeru je ignoranca. Se pravi, v bistvu na nek način si odkrila zdravilo, nek serum proti trolom. Mogoče tako, bolj osebno, ne. Sicer pa pač na naši spletni strani moramo pa z njimi ravnati po pravilih, ne. Ja, normalno. Ok, pa se ti kdaj sproščaš na ta način, da mogoče koga potrolaš? Ne, seveda ne na spletni strani, na MMC. Ne, mogoče kdaj tako zasebno, ampak tako zelo redko, no. Ni zdaj neki, da bi bila jaz takšna. Ja, tako pač, če priložnost prije zelo naporen dan v službi in tako. Malo paše, ne. Ja, razumem. Ok, zdaj tako, danes govorimo v bistvu o lažnih novicah in kar mene zanima je, a se kdaj zgodi, da kdo vzame kakšno novico, ki jo vi objavite in jo potem nekje drugje izven konteksta objavi in potem v bistvu na ta način ustvarja lažno novico? Ja, to je en način trolanja, ne. Se pravi, oni pač, ne vem, vzameš iz konteksta, zavajaš, vzameš samo en del, recimo, spreobrneš neko razumevanje in tako naprej. In ja, to je tudi pač na nek način trolanje. Recimo zanimivo, če te slabe trole razdelimo na športne pa na politične, ne. Tudi športni obstajajo, recimo tisti, ki manipulirajo z neko statistiko športno. Recimo tam pod športnimi novicami se kdaj kakšen tak trol pojavi, recimo pri nas, ne. Aha, niso to neki taki nabildani, res fit troli? Ja, ne vem, ne, ker so pa pseudonimi v glavnem. Ampak nimamo pa tako enega bodybuilder. Mislim, da ne, nisem opazila tega, ne. Kaj pa politični troli delajo? Pač politični troli so pa tako malo bolj angažirani, tudi včasih tudi jih plačuje kdo, ne. Res? Ja. Plačujejo trole? Ja, pač mi smo zaznali po nekih analizah, tudi neke druge inštitucije so ugotovili pač, da recimo v času kakšnih predvolilnih kampanj ali pa referendumov se angažira določene komentatorje, da potem z nekim namenom smetijo, ne, pod našimi komentarji. Seveda mi tudi to umikamo, ampak je pa dosti pomenljivo, ne, da jih nekdo tudi je pripravljen plačati, da to počne. Ja, zagotovo. Mislim, grozna zadeva. In kar mene tukaj najbolj zanima je, a to gre prek študentske napotnice, so avtorske ali SP? Ja, ne vem. Ki se prijavaš, ne veš neverjetno. Lahko preverim, mislim, kaj hecija. Ja, no, to je bilo super. Za prijatelja sprašujem. Ok. V bistvu, kar me zanima še tako, zdaj v Sloveniji jaz imam občutek, da ni zares, saj meni se zdi, da na MMC-ju se mi ne zdi, da je toliko mogoče trolov, je pa ogromen nesramnih ljudi, ki se sam žalijo ali pa kaj takega. Zdaj, a je neko razlikovanje, ali so to vsi troli zdaj, pa sam, da so eni bolj na osebnem nivoju, eni? Pa niti jih mislim. Pač, če ne upoštevajo pri nas pravil komentiranja, jih umaknemo. Ne glede na to, so troli, ali so žaljivi, ali so neki osebni napadi, se med sebojno kregajo in tako naprej. Pač mi tega ne dopuščamo in umikamo, ne. To v bistvu je, ne, recimo v enem stavku, ali v dveh, ali koliko je bilo. Ampak drugače pa recimo, kar si omenil, pa je kaj vse obstaja, dosti se selijo pač te troli, pa te nesramni komentatorji ali pa žaljivi na družbena omrežja, ne. Kar nisva še nič o tem rekli. Ja, se pravi v bistvu na Facebooku, Twitterju. Ja, na Twitterju jih v glavnem še največ. In tudi tam jih težko obvladuješ, pač ne moreš jih umikati, tako naprej, tudi če se pojavljajo pod tvojim profilom, ne, ali pa te dajo umenšen, tako da v bistvu tam je malo bolj zoprn, pa malo hujše, no, bi jaz rekla. In verjetno glih tam se zgodi ta zadeva, da nekdo izven konteksta predstavi neko novico, ki je pač jo predstavil kot lažno novico. Ja, seveda, ker tam pač ima boljši prostor za to manipulacijo, recimo. Kaj bi bil tvoj odgovor to, da se izogneš lažni novici, oziroma ne, da se izogneš, ampak da si prepričan, da to, kar si prebral, da ni lažna novica, ampak da je kredibilen vir bil? Je pač moraš preveriti, kdo to objavlja, ne? Pa tudi sam moraš kaj preveriti, pa v kakšnem kontekstu, pa na kateri platformi. Potem, ko nekako pač par teh stvari verov preveriš, nekako veš, a si lahko še bolj skeptičen ali si lahko manj skeptičen od tega. Ok, odlično. Tako da ne verjete samo, kar preberete na internetu, to je po moje, da kar glavno vodilo. Super, Kaja, najlepša ti hvala, da si bila moja gostja. To je bilo pa zaenkrat tudi vse. Se vidimo.